Sedaj pa kot zadnjega slavnostnega govornika povabim k besedi predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo, in tako bodo naše niti spletle celoto srečanja članov in simpatizerjev SDS Celjske regije. Prosim lepo. Spoštovani gospe in gospodje, spoštovani gospod župan, kolegice in kolegi, dragi prijatelji, spoštovani Viki, Branko, vsi ostali, ki ste se potrudili, da imamo danes tukaj res prijetno srečanje. Malo kdaj lahko človek stoji na takem mestu, na tako jasen dan in ima tako krasen pogled. Ne samo na krasno naravo, ampak tudi na krasne ljudi. Moj spomin se je že precej nazaj, glede na moja leta. V teh krajih sem bil prvič pred 10 leti, takrat po tistem potresu sredi 70-ih let. In ko se v zadnjih letih vozim tukaj ali pa obiskujem posamične kraje občine, tukaj ob Sotelju na Kozjanskem, tem prekrasnem delu Slovenije, in skušam primerjati te vtise, da vidim ogromen napredek. Tisti, ki tukaj živite, mogoče se tega ne zavedate, ampak jaz vidim ogromen napredek. In če bi Ivan Cankar še živel in bi prišel v te kraje, bi najbrž pri tisti svoji pesmi, kjer je govoril o raju pod Triglavom, dodal še kakšen stih. Zagotovo pa bi za vas rekel, tukaj živijo srčni in marljivi ljudje. Kajti ta napredek ni prišel iz Ljubljane. To, kar ste v tem času skupaj zgradili, je v glavnem rezultat vašega truda, vaše pameti in vaših življenj. Zaradi tega ste lahko na to še posebej ponosni. In ti mandati, o katerih je prej tudi gospod župan govoril, so dejansko pokazali, da Slovenci znamo dvakrat obrniti vsak dolar ali pa evro ali katerokoli valuto smo že prej imeli v rokah. Samo, če nas pri tem nihče ne ovira in če imamo normalne pogoje. Zdaj, pred nekaj tedni, 10 dnevi, mogoče malo več, je slovenska vlada podpisala sporazum z županom mesta Ljubljane. Zdaj, ko smo to gledali, smo najprej mislili, da se je Ljubljana odcepila, pa da je svoja država. Ampak potem smo ugotovili, da gre zgolj za denar. Da ne gre za meddržavni sporazum. Predsednik vlade Miro Cerar je podpisal z županom Ljubljane Zoranom Jankovićem sporazum za 300 milijonov evrov. Za projekte v vrednosti 300 milijonov evrov. Težko sodimo vnaprej, so to dobri ali slabi projekti. Treba pa je vprašati oba, kje je stotine milijonov denarja tudi za druga mesta, za druge občine, za druge regije, za druge kraje Slovenije. Zdaj gledano statistično, ni vse v statistiki, pa v materialnih pogojih je pa veliko, seveda v tem, je recimo ta del, kjer danes zborujemo, po materialnih prihodkih nekje na polovici tega, kar je kvaliteta življenja v Ljubljani. Ljubljana je tam nekje na 130% evropskega povprečja. Tukaj, glede na statistiko, imate dobro polovico tega. Kljub
kljub temu s to dobro polovico mislim, da naredite precej več, ne, kot se naredi tam, kjer se denar razmetava. Ampak vseeno, ne, živimo v isti državi in terjamo pravičnost, ker vsi prispevamo in smo vsi Slovenija. Nismo proti temu, da se Ljubljana razvije, absolutno ne, ponosni smo na naše glavno mesto, kadar je tam kaj dobrega. Vendar pa terjamo enak pristop in pričakujemo, da bo slovenska vlada v naslednjih mesecih enake sporazume podpisala tudi z vsemi ostalimi regijami v Sloveniji. Zdaj, če so dobili 300 milijonov za Ljubljano, morajo tudi za vse ostale naj ta denar. So velike rezerve, predvsem tam, kjer v tem mandatu ponovno bohotijo administracijo, kjer se ne izkorišča evropska sredstva, kjer se zgublja desetine milijonov pri javnih naročilih, tukaj so rezerve še vedno. Naj se jih postrga in naj se podobne projekte zažene tudi drugod po Sloveniji. Zdaj, kot opozicijo obljubljamo, da bomo tukaj vladi še posebej skrbno gledali pod prste. S tem, da ima velikokrat težave, ker pač vidimo, da tisti, ki jim postavljamo poslanska vprašanja, ki sedijo v državnem zboru na sedežih, ki so rezervirani za vlado, pravzaprav ne vladajo. Ne? Oni izvajajo, so izvršni svet, vlada nekdo drug, oni dobijo neke naloge, tam nekaj iz ozadja in potem to spravijo v predloge in njihovi poslanci to izglasujejo, včasih se sicer hudujejo, ker ne vejo, od kje je prišlo, ampak se zelo redko zmotijo. Stroj deluje in rezultati so pač takšni, kot jih lahko vsak dan vidimo. Resnici na ljubo od te oblasti po zadnjih nepoštenih volitvah tudi kaj drugega nismo pričakovali. Kljub temu pa imajo takšno številčno moč v državnem zboru. Še nobena stranka ni imela toliko poslancev, kot je ima trenutno največja vladajoča stranka, da bi že zaradi tega lahko naredili veliko stvari, ki se jih drugače ne da narediti zaradi velikega števila strank v koaliciji ali česa podobnega. Ampak nič od tega. Prej sem razmišljal, ker v teoriji, politični teoriji PR-a, pravijo, vedno moraš vlado tudi malo pohvaliti, če si v opoziciji. Jaz sem razmišljal, zakaj bi vlado pohvalil, pa ni tako kratkega spomina, ampak v tem mandatu težko najdem neko resno stvar, za katero bi rekli, vlada je pa to naredila. Dobro, postavili so žico na meji, pa še tisto na veliko mestih, ker ne bilo treba in napačno in pozno. Tudi nekaj drugih predlogov so zamudo upoštevali, ali pa jih, vzeli iz našega nabora. Samo nobene od teh reform, o katerih se je govorilo pred volitvami, danes ne vidimo. Velike težave so že pri razporejanju sredstev, o eni od teh sem govoril prej. Ko pa gre na ustvarjanje, ko gre na to, da se zagotavljajo pogoji za to, da bi slovensko gospodarstvo lahko naredilo več, da bi se obremenitve zmanjšale, da bi bilo več delovnih mest, da se mladim ne bilo treba izseljevati iz Slovenije. Tukaj je pa sapa zelo kratka. Letos bomo obhajali 25. obletnico, odkar smo razglasili samostojno državo. Slovenci smo takrat dobili neko hišno številko na našo domovino. Z mednarodnim priznanjem smo postali narod, ki ima priznano državno identiteto. Narod, ki je po številu manjši od mnogih drugih, ampak ki ima v Organizaciji združenih narodov, v Evropski uniji, v Zvezi NATO enakopraven stol za omizjem, kjer se odloča o ključnih stvareh. In je velikokrat od tega, koliko smo
to možnost mi sposobni izkoristiti, odvisno koliko naša beseda šteje. To je bil velik zgodovinski dosežek. Takrat, ko smo na plebiscitu pred 26 leti glasovali za to, da bomo postali samostojna država, da bomo Slovenci dobili tudi svoj lastni državni okvir, takrat smo si predstavljali, da bo ta država tudi domovina za vse, da bo varen dom, kjer se bomo dobro počutili. Zdaj, dobro se pa počutimo tam, kjer smo enakovredni. Dobro se počutimo v tistem prostoru, kjer vlada pravičnost. Po 25 letih žal lahko z veliko grenkobe ugotavljamo, da v Sloveniji beseda pravičnost različnim ljudem različno pomeni. Da ni to nek enoten pojem, na podlagi katerega bi se v vsakem trenutku za vsako stvar znalo z neko splošno logiko presoditi, kaj je prav in kaj je narobe. Ker lahko sprejmete milijardo zakonov, pa se še vedno ne da predpisati vsega, kar je prav in kaj je narobe. Ker se vrednote tudi spreminjajo poleg ostalega. Torej se to zakoni ne da določiti. Mora obstajati v družbi neko soglasje o tem, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je prav in kaj je narobe. Dobro se mora nagrajevati in slabo zavračati. Kadar so te stvari postavljene na glavo, je družba v krizi in Slovenija danes v krizi. Zdaj, ko smo se osamosvajali, je bilo veliko govora o tem, da ta čas, ki je Slovence združil kot narod, Slovenci smo bili kot narod v tem procesu enotni, to kaže tudi rezultat plebiscita. Politika je bila razdeljena. Vsi tisti, ki so bili proti, danes to skrivajo, ampak zgodovinsko dejstvo je, da je bila politika razdeljena. Narod pa je bil enoten in ta enotnost je pravzaprav omogočila, da smo ta cilj dosegli za relativno nizko ceno. In takrat je bilo rečeno, da bo Slovenija cvetela, da se bo normalno razvijala, toliko časa, dokler se bo z državo upravljalo v skladu z vrednotami, na osnovi katerih je nastala. In da bomo zašli v krizo, kadar upravljalci države teh vrednot ne bodo upoštevali. In danes je to temeljni razlog za krizo. Temeljni razlog za krizo, ki se na površini potem kaže v teh negativnih posledicah, od katerih je daleč najtežja številka, ki kaže število teh, ki vsako leto zapustijo Slovenijo. Danes iz Slovenije s trebuhom za kruhom vsako leto ponovno odide 10-15 tisoč mladih, predvsem tistih, ki so se izšolali, v katero je tudi družba vlagala, ampak tukaj ne dobijo dostojnega dela. Situacija je takšna, kot je bilo v bivši državi tam nekje v 60 letih. Približno tak trend je tega izseljevanja. Sej, recimo, če bi bila ta številka manjša in če ljudje gredo za to, da se tudi zunaj izobrazijo, dobijo neke dodatna znanja, veščine pridejo nazaj, tukaj odprejo podjetje, hvala Bogu. Tokrat ne gre za ta pojav, gre enostavno za iskanje služb, za iskanje preživetja, za iskanje pravičnosti, pravičnega plačila za delo, ki ga tukaj ni. Torej, posledice vidimo, vzrokov pa velikokrat ne. No, temeljni vzrok za krizo danes v Sloveniji je upravljanje za Slovenijo, za državo v nasprotju z vrednotami, na osnovi katerih smo izglasovali, na osnovi katerih je Slovenija nastala. Danes, če rečeš, da si ponosen na Slovenijo, da si ponosen na slovenski narod, na te dosežke, te že razglasijo za nacionalista. Ali pa vsaj populista, to je že problem. Glejte, kaj smo naredili z našo himno.
Mi smo v ustavo zapisali, himna Republike Slovenije je Prešernova Zdravljica, ki ima mnogo kitic. Bila je dolga, ampak je lepa. V ustavi res piše, da izvajanje himne določi zakon, ampak v zakon so leta 1994, potem ko so obračunali z Demosovo dediščino, napisali, da je himna Republike Slovenije samo 7. kitica Prešernove Zdravljice in od takrat je izvajamo. 7. kitica Prešernove Zdravljice je v redu, je lepa. Ampak je šele drugi stavek neke pripovedi, ni pa prvi, ker govori o drugih. Mi pa pojemo himno Slovencev, himno Republike Slovenije in začnemo živeti vsi narodi. Pisatelj Boris Pahor, ki je na to že takrat opozoril, pa ga za razliko od ostalih zadev, ko ga mediji zelo promovirajo včasih, takrat ni želel nihče povzeti, je zapisal, da je to velika zabloda, ker tujci hočejo, da se jim najprej predstaviš. Boris Pahor je zapisal, tisti, ki mu mi zapojemo to himno in razume besedilo, pravi, kdo pa si ti, ki me hoče za prijatelja? In Prešern je to najprej povedal, saj druga kitica lepo pravi, kdo smo Slovenci. Ampak ker je v tej kitici beseda Bog, pa narod, se ne sme izvajati. In leta 1994 v državi, ki smo jo Slovenci sami priborili, so nam v bistvu 3 leta potem že ukradli identiteto. In danes, ko recimo na prireditvah Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve ali na prireditvah Slovenske demokratske stranke, pa želimo, da se kot himna izvaja ustavna verzija ali pa vsaj integralni del, ker najprej pravimo, komu najprej veselo, Zdravljico bratičmo zapet, Bog živi nam deželo, Bog živi ves slovenski svet. Mi se pogovarjamo z izvajalci, se ljudje ne spomnijo več, katero himno smo izvajali ob osamosvojitvi. In himni Slovenci tudi ne ploskamo. Smo edini narod na svetu, ki lastni himni ne ploska. Ker se to preneslo iz prejšnjega režima, ker se je premalo ploskalo himni, pa so pol rekli, iz dostojanstva se himni ne ploska. Resnico se pa bal, da bi kdo žvižgal, ker je bilo to zapovedano, je to pol ostalo. Jaz sem bil kot predsednik vlade in predsednik Evropskega sveta na stotinah slovesnostih po svetu, na vseh celinah, na svečanih in na državniških sprejemih so pač vedno odigrali himne. Bil sem na številnih proslavah, nikjer nisem doživel, da ljudje svoji lastni himni ne bi ploskali. Ne na državnih, ne na športnih prireditvah. Samo pri nas je to še vedno ne sme. In to se kar nekako sprejema, tako počasi so nas skuhali kot žabo v mlačni vodi in to je to. Pri teh stvareh se začne kriza. Pri teh stvareh se začne kriza in seveda na koncu je tudi, vsi več ali manj vidimo v številkah na položnicah pa pri davkih, ker to tere svoje cene. Pa veliko krat tega ne znamo povezati. Danes se tudi mnogi norčujejo iz stavka, ki je bil zelo popularen pred 25 leti, češ Slovenija lahko postane druga Švica. Lahko, mirno. Mi smo imeli v določenih obdobjih po osamosvojitvi trend rasti, s katerim bi, če bi ga nadaljevali, tudi po letu 2008, danes Slovenija še ne bila sicer druga Švica, po blagostanju,
bi pa po kupni moči in blaginji prehiteli Italijo v tem času. Leta 2008 smo bili na 91% evropskega povprečja, Italija je bila takrat na 100%. Z istim trendom še 4 leta bili pred Italijani in potem naprej. Ampak seveda danes ustvarimo komaj toliko, kolikor damo za obresti za dolgove. Ne? Govorijo o gospodarski rasti, 2% gospodarska rast je manj kot milijarda evrov, v denarju preko milijarde v povprečju pa damo za obresti za dolgove. Torej, zato ne ostane potem nič za veliko, za ceste in za investicije in tako dalje. Potencijali pa obstajajo, gledajte. Smo isti narod, isti ljudje, isti narod, ki se je osamosvojil, čeprav takrat, če bi stavnice obstajale, ne, ali bo Slovencem uspelo, da se osamosvojijo glede na razmere sil v Jugoslaviji in glede takratni Jugoslaviji in glede na to, da nas nihče zunaj ni podpiral, bi na teh stavnicah bila verjetno naša možnost ocenjena 1:100. 1:100. Pa, gledajte, smo se in kamorkoli greš po svetu in kjer ljudje poznajo našo zgodovino, govori o čudežu, pa o pogumnem narodu. In zaradi tega danes zunaj tudi tako težko razumejo to, kar se danes v Sloveniji dogaja. Pa to, da pač ljudje iz Slovenije odhajajo ponovno za trebuhom, za kruhom. Ob 25. obletnici smo doživeli tudi to, da se je recimo začel čas četrt stoletja nazaj drastično manipulirati in preobračati. To smo doživljali že za čas iz sredine prejšnjega stoletja, za čas druge svetovne vojne, revolucije, državljanske vojne, kjer se je pravzaprav genocid razglašal za nekaj, kar ne bi bilo dobro, celo svetinja. In veliko ljudi temu verjelo in še vedno danes verjame. Ampak zdaj se to ponavlja tudi na času izpred 25 let. Zdaj eden od najzaslužnejših za to, da smo Slovenci ubranili samostojno državo, ko smo jo začeli delati, v času, ko smo jo začeli delati in ko smo jo razglasili. Brigadni general Tone Krkovič je moral 2 leti hoditi na zagovor na tožilstvo, kjer se ga je obtoževalo na podlagi neke anonimke, češ da so se v času osamosvojitve v njegovi hiši dogajala mučenje in likvidacije. On je 2 leti spraševal, ja, kakšne likvidacije, kdo pa manjka, ne? Zdaj, če se nekoga likvidiral, mora nekdo manjkati, ne? Ampak ne, 2 leti, šele pred nekaj dnevi, oziroma konc prejšnjega meseca je tožilstvo ta absurd zavrglo. Se pa mora zagovarjati zaradi sestrelitve helikopterja. Helikopter je agresorske armade, ne, drugi dan agresije, ko je šlo dejansko na nož. In gledajte, osrednji slovenski mediji, ne, vključno s tem, ki je poslal to kamero danes na naše zborovanje, se pravi s Pop TV, so to pospremljali v tem smislu, ja, naj se razčisti, naj sodstvo odloči, ali kdo je kriv ali nedolžen in tako naprej, čeprav so vsi ukazi, se ve, kaj se je takrat dogajalo in tako dalje. In se ni dalo nič premakniti. No, v tem pa je bila vložena kazenska ovadba zoper nekdanjega predsednika predsedstva zaradi razorožitve slovenske teritorialne obrambe, s katero so dejansko skušali v temelju preprečiti našo osamosvojitev. Potem je pa ta ista in druge televizije naenkrat začela govoriti, ja, kako pa to zdaj po 25 letih, to se pa ja ne spodobi, a ne? Prej se je vse spodobilo, zdaj se pa to naenkrat ne spodobi. Ne? Pa potem je ta, ki je bil... Seveda ne gre za primerljive stvari, ne? Helikopter je bil sestreljen na podlagi odredbe, ki jo podpisal ta isti Milan Kučan, ki je predsednik predsedstva. Rad ali ne rad, ampak formalno je to bilo tako.
In gospod Krkovič je zgolj izvajal ukaz, tako kot številni, tudi mnogi med vami, ki ste bili takrat v uniformi in ste pač pomagali braniti Slovenijo. Vam še posebej hvala. Kogarkoli, gledajte, če sodijo Toneta Krkoviča, lahko komorkoli med vami, ne? Ja. Gledajte, ne? Tako da, stvari so prišle zelo daleč, ne? Stvari so prišle zelo daleč. Ljudje, ki so Slovenijo izdajali, ki so jo razoroževali, ki so govorili, da to nikoli ni bila, da samostojna Slovenija nikoli ni bila njihova intimna opcija, so v tej državi doživeli vse možne funkcije, izjemne penzije, ne, privilegije takšne in drugačne, se pravi ni da ni. Ne, tisti, ki so jo branili, pa rekel vse ostalo. Ne. To je to, ne, to je pač svet postavljen na glavo, to je upravljen z državo nasprotju z vrednotami na osnovi katerih je nastala in zato je Slovenija v krizi. To je Slovenija v krizi. Veliko tega, no še to, no, ker vidim to kamero, bom še to rekel. Ne, kar naj bo. Vem, da vam je vročeno, ampak še par stavkov. Glejte, zdaj, ko je bila vložena ta kazenska ovadba in je potem celo, rekel, božanstvo moralo pred kamere nekaj odgovarjati, je bilo rečeno, ja, pa Janša se je pa ukvarjal z ilegalno trgovino z orožjem in je izdal moje zaupanje. To je kaj mati vseh afer z orožjem. Glejte, mati vseh afer z orožjem je razorožitev v Sloveniji. Če ne bi razorožili slovenske teritorijalne obrambe, nobenega orožja ne bilo treba kupovati. Bilo ga je dovolj za 100.000 ljudi. In gledajte, če bi se jaz ukvarjal z ilegalno trgovino z orožjem in s tem služil, ali pa recimo stranka, ki jo vodim, potem bi televizija, ki je poslala to kamero, kritizirala Milana Kučana, ne pa mene. Glede, tako pa so ne samo od ilegalne trgovine z orožjem. Gospoda Kučana smo dobili z roko v marmeladi na mariborskem letališču. 10.000 ton, ali ne vem, 12 velikih kontejnerjev orožja je bilo tam in minsko-eksplozivnih sredstev. Brez moje vednosti, ki sem bil minister za obrambo in zadolžen za te stvari. Toliko o zaupanju, kdo ga je izdal. No, ampak verjetno gre tukaj za malenkost. Iz slovenskih podjetij, že pred osamosvojitve iz slovenskih bank v prvem ropu so ukradli milijarde. Glejte, milijarde so ukradli. S temi milijardami so potem lastnili in postavljali medije in s tem denarjem, s tem ukradenim denarjem se danes vodi propaganda. In zaradi tega je tudi tukaj stvar obrnjena na glavo. Slovenska demokratska stranka je trenutno opozicijska stranka, ima 21 poslancev v parlamentu. Ne moramo sami sklicati niti izredne seje. Ampak kljub temu, če spremljate te osrednje režimske medije v Sloveniji vsak dan, kot da bi bili mi glavni problem. Ne. Prodaja enega največjih podjetij za nizko ceno v davčno oazo, pa to sploh ni novica. Nekdo izstopi iz Slovenske demokratske stranke, glavna novica. Naslednji dan imamo sprejem za 100 novih članov, to nikogar ne zanima. Torej, gledajte, stvar v Sloveniji v veliki meri stoji na glavi. Ker se je to počasi obračalo, se tega sprot ni opazilo. Kljub temu pa obstaja v Sloveniji, poleg tega, da so predeli
Slovenije, kjer je, bom rekel, zdrava pamet še vedno doma, ne? Kljub vsemu temu trudu. So poleg Slovenske demokratske stranke tudi druge sile, ki pač teh zadev ne kupujejo. Je močan segment civilne družbe, ki se počasi začenja zavedati, kam gre voz. So kruta spoznanja posameznikov, ki so verjeli, da se v tem mandatu res delalo drugače, ne, pa so glasovali za sedanjo največjo vladno stranko. Ta stranka ima zdaj pol manjšo podporo v javnem mnenju kot mi. Ne. Tako da stvari so da spremenile. Stvari so da spremenile, kajti upravljanje z državo v temeljnem nasprotju z vrednotami, na podlagi katerih je država nastala, ne more trajati dolgo. Ne more trajati dolgo in v našem skupnem interesu je, da je ta čas čim krajši. In delamo na tem, da bo čim krajši. Ta program ste začeli zelo zabavno. Ne? Vsi smo se lepo nasmejali, jaz pri tem sem težko konkurenčen. Ne? Tudi tem lepim pevkom s prijetnim glasom težko konkuriram. Sem pa poskrbel za malo resnejši del. Če se vam je zdelo kaj od tega pametno, delite naprej. Več nas bo, prej bo prišlo do sprememb. In trdno sem prepričan, trdo bomo delali naprej in prepričan sem, da bo kmalu tudi prihodnost Slovenije tako lepa, kot je današnji dan. Lep dan še naprej.